Trenutno poteka dvodnevna mednarodna akcija v sklopu Europola, ki se nanaša na tihotapstvo ljudi, trgovine z ljudmi in pa transnacionalnih prestopnikov spolnih kaznivih dejanj. Policisti na prvi liniji, kjer pridejo v prvi stik z potnikom, preverjajo osnovne potovanja nekega potnika in sicer njegovo zgodovino po evidencah v preteklosti, mogoče predkaznovanosti že kdaj ali podobno, in glede na ugotovljenje neke prve znake teh indikatorjev, potem predajajo osebo na drugo linijo, kjer se pa upravlja temeljita mejna kontrola, v kateri pa gremo globje prepoznavo indikatorjev, ugotavljanje zgodovine, namena potovanja in vseh teh zadev, s katerih bi lahko izluščili tiste podatke, da bi lahko za nekoga govorili, da ustreza opisu ali žrtve ali storilca nekega kaznivega dejanja. Slovenski policisti smo v letu 2007 prevzeli odgovorno nalogo in postali varuhi dela zunanje meje Evropske unije. Zdaj se nahajamo na šengenski odhodni kontroli, se pravi, tle prehajajo potniki, ki odidejo iz šengenskega prostora. Se pravi, vse balkanske poti, Moskva, tudi London, ki ni v šengenskem prostoru. Tudi tukaj na tej kontroli ugotavljamo, ali potnik lahko prestopa državno mejo, ali lahko odpotuje izven šengenskega prostora, ali ima ponarejen potni list, ali je v prekršku, ali ga kdo išče, kakšna država ga išče. Na postaji letališke policije Brnik lahko povem, da že imamo kar nekaj izkušenj z obravnavo kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. V zanimivost lahko povem, da smo v preteklosti obravnavali kaznivo dejanje oziroma storilca kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, v katerem je nastopala ženska, državljanka Malezije, žrtev pa moški, Malezijec, katerega je ženska spremljala na poti v Evropo, kjer bi moral upravljati suženjska dela. V tem je specifika kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. V sklopu teh poostrenih nadzorov ugotavljamo indikatorje žrtev trgovine z ljudmi in pa predvsem storilcev transnacionalnih prestopnikov. Poleg tega pa seveda v okviru teh akcij izvajamo tudi druge vsakdnevne akcije. Tako kot na primer posebnost ali pa specifika pri nas je na odkrivanju ponarejenih in prenarejenih dokumentov potnikov, ki prihajajo. Glih v tem primeru zdaj imamo en primer, ki ga obravnavamo. Gre za prenarejen potni list državljana Albanije. V pisarni na tako imenovani drugi liniji se opravljajo temeljiti pregledi oseb, dokumentov in prtljage. Tle, kot vidimo, policist pregleduje dokument na dokoboksu oziroma na posebni napravi za odkrivanje dokumentov oziroma ponarejenih dokumentov. Preverjam podtisk na samem dokumentu, ki ga bom primerjal z originalom, ki ga imamo v bazi podatkov. Zdaj še preverjamo ozadje, kaj je zgodba ozadje, glede na to, da ima gospod dovoljenje, grško dovoljenje za bivanje. S sklicem tožilke, ki bo odločila glede nadaljnjih ukrepov, se primer albanskega državljana zaključuje. Medtem pa z delom na bližnjem počivališču že nadaljuje ekipa policistov policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj. Pri delu si pomagajo s tako imenovanim Schengen busom. Preko računalnika, ki ima povezavo z vsemi našimi evidencami, lahko preverimo osebe, ugotovimo, ali je oseba iskana, ali je to prava oseba, ki jo imamo v postopku in tako naprej. V tem računalniku imamo tudi vse evidence in vse dokumente, tako da lahko ugotovimo, ali gre za ponaredek, ali ta dokument, ki ga imamo v postopku, izpolnjuje vse pogoje oziroma podrobnosti pravega dokumenta. Tukaj vidimo napravo projektina, katero uporabljamo za odkrivanje ponarejenih dokumentov. Naprava lahko večkratno poveča dokument, zaradi tega, ker so ponaredki tako kvalitetni, da jih brez povečave ne moremo ugotoviti, ali so ponarejeni ali ne. Tukaj na desni strani imamo skener, na katerem lahko odčitamo dokument in nam tukaj v računalniku pokaže,
ali je glede na kodni zapis dokument pristen ali ne. Potem imamo tukaj le še multifunkcijsko napravo za fotokopiranje, pa to je v glavnem vsa oprema. V zadnjem delu kombija pa je še nekaj opreme za delo na terenu. To je oprema za pregled skritih mest, za preverjanje prisotnosti CO2 v tovornih vozilih in tako naprej. To kombinirano vozilo nam je v velik pripomoček, tako da veliko lažje opravljamo delo, ki ga moramo opraviti na terenu. Dobar dan, kontrola dokumentov, policija, Schengen, osebne dokumente, potni list, dokumente od avta, odkot potujete. Razumete me, ne? Woher kommen Sie jetzt? Deutschland. Enega voznika so ustavili zato, ker sva ga na avtocesti s profiliranjem pač ugotovila, da je voznik kupil vozilo v Nemčiji, kjer ima začasno nemško registrsko številko. To je bil razlog zdaj trenutno, da se ga ustavlja. Zdaj ob kontroli ugotovila, da je voznik državljan Albanije. Bo naredila pač kontrolo potnega lista in ostalih dokumentov potovalnih, ki jih potrebuje, poleg tega pa še dokumentov za vozilo. Zdaj bomo šli naprej, bomo najdeli številke šasije, da vidimo, če so identični z dokumenti, ki jih poseduje pri sebi. Zdaj naslednji korak pri sami kontroli voznika in vozila je tukaj ta pisarna, to je ena premična pisarna, ki nam je v bistvu veliko pomoč. Zdaj boš potem lepo prosim preveril registrsko številko. To je preverjanje po registrski številki, po tablici. Zdaj mu je pač računalnik dal znati, da z registrsko tablico ni nič narobe, da se ne vodi kot ukradeno odvzeto. Da se bomo pa še bolj prepričali o statusu samega vozila, bomo preverili še številko šasije. To je pa tudi ta številka šasije mu je podobno masko vrgel ven, kar pomeni, da je tako po šasiji kot po številki registrski, da je vozilo v redu. Naslednji korak se bomo pa sfokusirali na osebo, na njegove potovalne dokumente. Tukaj mi je dal potni list, ki je seveda pogoj za prehajanje državne meje. Je državljan Albanije, ima pa že kolega nastavljeno masko za preverjanje osebe, je pa priimek, datum rojstva. No, ta maska nam tudi pokaže, da je oseba ni v evidenci iskanih oseb, torej za njega ni noben razpis iskanja. V bistvu, glede na to, da imamo kar precej potnih listin v roki, se jaz recimo zdaj trenutno ne bom odločil za res detaljno preverjanje potnega lista, ker iz potnega lista in žigov, kateri so noter, ugotovim, da ta oseba dosti potuje preko meje, tako da pri pregledu posameznih teh žigov v njegovem potnem listu pač ugotovim, da so pristni, zato bomo počasi postopek zaključili, se vam zahvalil za sodelovanje pa nadaljeval pot.